Spoštovane, spoštovani, začenjamo nedeljski program v 13. krogu prve lige Telemach in sicer na stadionu v Spodnji Šiški na Žaku se bosta udarila domači Bravo in Maribor. Selan je krenil proti napad, šel mimo Gerika, še vedno Selan proti Poplatniku! Za las prekratek je bil Matej Poplatnik. Zdaj je Pikler lepo žogo podal do Repasa, Kolar strelja točno v naročje Orbaniča. Dobro je skočil Watson ob Poplatniku, toda odlično na to Trdin, precej bolj čvrst je bil tu od Lorberja, zdaj pa Ivanšek. Priložnost ima Matic Ivanšek strelja, Karič je blokiral. Toda potem nova napaka Mariborčanov, Pečar je prišel do žoge. Trdin še enkrat proti Pečarju, Pečar s predložkom, Ivanšek strelja, Žbejuk brani. Najlepša priložnost na tekmi. Priložnost za Poplatnika in žoga je v mreži. Matej Poplatnik, sijajen skok in tudi krasno je žogo usmeril proti oddaljeni vratnici. Povsem brez moči je bil tule Žbejuk, izjemno dober, lep skok in potem super natančen strel s pomočjo desne vratnice je zadel Matej Poplatnik in v 56. minuti se zdi, da je Bravo povedal. Še je bilo seveda vse čisto, na to bomo morali še malce počakati. Iličić, priložnost in gol Skuka! Giuliano Skuka, 1-1 v 68. minuti, iz kota je podal Iličić, na bližnji vratnici pa se je najbolje znašel Giuliano Skuka, dovolj visoko skočil, dovolj dobro obrnil glavo, neobranljivo za Orbaniča. Poglejte, takole Skuka in rezultat je izenačen. Stanković, Trdin, Kavčič, še en dober predložek, priložnost in gol! Ivanšek je zadel, še enkrat asistenca Matije Kavčiča, strelec pa Matic Ivanšek. V prvem polčasu je že imel krasno priložnost z glavo, takrat po poledošku Pečarja. Zadetek mu je s pravoroznim posredovanjem preprečil Jug, toda v 82. minuti tudi Jug ni mogel več pomagati in tudi 19-letni Matic Ivanšek je prišel do svojega prvega gola v članski konkurenci prve lige Telemach. Takole, krasen skok po novi, odlični podaji. Matija Kavčič, čestitke za veliko zmago. Če razdeliva tekmo na oba polčasa, v prvem delu ste fantastično zaustavljali Maribor, ki je imel dva vezista zelo visoko, pa nista prišla do izraza. Morda v tem prvem polčasu, kako vam je bilo vse skupaj videti vam na igrišču? V prvem polčasu, mislim, nasplošno smo se zavedali, da ima Maribor super posameznike. Vedeli smo, da bomo mogli dati svoj maksimum in s to našo borbeno igro edino tako lahko naredimo nekaj in mislim, da smo to pokazali tudi v drugem polčasu in zasluženo zmago. V drugem polčasu pa potem znova vaš presežek v obliki dveh asistenc. Nekako vse ne najdete soigralce na pravem mestu. Ja, mislim, hvala Bogu, da je tako. Upam, da bo trajalo čim dlje. Je pa najbolj pomembno, da smo mi spet zmagali, vkrižali 3 točke, prehiteli Maribor na lestvici in to je to, kar šteje. Najlepša hvala in srečno. Ja, mislim, da smo prišli v eno srednji blok, tam so oni bili dosta agresivni, dobro se branili, mi
našli nobene poti za njihovo obrambo, med njihove linije. Mislim, da je to bil največji problem prvega polčasa. No, pa v drugem pa smo začeli malo napadati to globino, igrati žoge naprej. Smo prihajali do več lepših prilik, priložnosti in je izgledalo malo boljše, ampak vseeno je to za Maribor dosti slabo. Koliko vam je spodrezalo krilo dejstvo, da ste ravno v tistem vašem najboljšem trenutku, v najboljših 15 minutah potem prejeli tisti gol? Pa ja, saj to je vedno, mislim, da moraš biti skoncentriran vsakih celih 90 minut in žal ena nepozornost, pa potem še druga in smo dobili dva prepoceni gola, no, tako rekel. Sven, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Ante Šimundža, tekma se ni razpletla po vaših željah. Že v prvem polčasu hitra menjava na levi strani obrambe, sicer pa se v prvem polčasu zdelo, da ste imeli težavo z mirnim iznosom žoge. Vas je taktično Bravo kakorkoli presenetil, je šlo predvsem za, težko se izrazim, primanjkljaj kvalitete, ampak nek napačen pristop. Kako bi ocenili tisti prvi polčas? Prvi polčas z naše strani ni bil na nivoju, ki ga premoremo. Dejstvo je, da se stvari na igrišču niso odvijale tako, kot smo si želeli. Menjava je bila iz prostega razloga, ker ni funkcionirala leva stran tako, kot smo si želeli. Dejstvo je, da je Bravo se postavil zelo defenzivno, čakal na kontranapade, izkoriščal naše napake, predvsem čiste izgubljene žoge. Imeli smo načrt, kako in kaj, premalo šprinta v prvem polčasu. Premalo šprinta, napadanje globine, predvsem njihove zadnje linije in tukaj smo imeli v prvem polčasu velike težave. Potem pa 15 minut prvih v drugem polčasu, Maribor povsem drugače, ne Božič je poživil igro, pa prejeti gol v najbolj neprijetnem trenutku, ko ekipi gre najbolje. Kaj nekako trenerju pomeni to? Vem, da statistike ne gledate veliko, ampak Maribor ima res težave v zadnjih, lahko rečemo, 2 sezonah, ko prejme prvi gol. Tudi danes se je nekako to videlo, predvsem tistih prvih 5 minut po prejetem zadetku. Poglejte, stvar je v tem, da letvica Maribora je nastavljena zelo visoko. In treba se dvigniti do te letvice, ne pa pričakovati, da se bo letvica Maribora spustila. To je prva stvar, ki je zelo pomembna. Se strinjam z vami, da smo v neprijetnem trenutku dobili gol, ampak kontrolirali smo tekmo. V bistvu smo tekmo izgubili z 2 centeršutov. 2 centeršutov, 2 zelo podobna gola. Bili smo tam in nismo bili tam. Tako da to je ena stvar, na katero moramo biti v prihodnosti še posebej pozorni. Kolikor vas poznamo, vedno zelo analitični, vas je zelo razjezilo predvsem tisti prvi prejeti gol, ki je padel po nekako tipičnih akcijah za Bravo v tej sezoni. Se strinjam, pomeni, bili smo pripravljeni na to, tako sem že dejal. Eno je se pripravljati, eno stvar delati dobro na treningu, drugo je pa stvar realizirati na tekmi. In v vseh zadevah je najbolj pomembno to, da smo mi bili tukaj in smo dobili gol. Kar ni v redu, pomeni, treba se premakniti na letvico Maribora gor in biti ponižen, delaven, tako da je pa to proces, ki traja. Kaj takšne tekme pomenijo za proces, predvsem naprimer za Gerika v tem procesu, ko ste ga menjali v prvem polčasu, kaj vam kot trenerju daje to neke odgovore? Pomeni zame, pomeni, da nisem bil zadovoljen z njim. Najbolj pomembno, oziroma zelo pomembno je pa to, da on ne sme biti zadovoljen sam sabo. In to ga mora siliti k še tršemu delu, k še večjemu odrekanju in še temu, da lahko dokaže, da igra za NK Maribor. Gospod Šimundža, najlepša hvala. Hvala lepa. Aleš Arnold, pred tekmo sva govorila, da imate na svoj način nekako, kako pridobiti informacije. Deluje, da so, pa bom uporabil to besedo v navednicah, vaši špijuni zelo dobro opravili delo, sploh glede na prvi polčas. Fantastično ste zaustavljali Maribor, ki je imel 2 visoko postavljena vezista, kot da ste bili na to pripravljeni, ker iznos žoge Maribora ste praktično onemogočili Sudanja, odrezali od igre in zato ste se potem v obrambi tudi zelo lahko dokopali do posesti. Tako, točno tako. Povedali ste praktično vse. Ključna točka, o kateri razmišljamo vedno, je vstop v pres, se pravi vstop, kje bomo začeli izvajati pritisk. Tako kot v Celju je bilo tudi tukaj podobno, 2 visoko postavljena vezista in smo dobro zaprli kanale, ustavili to gostoto. Predtem pa mislim, da je bilo ključno, tudi Maribor se je odlično pripravil, je poskušal z 2 centralnimi branilcema bistveno bližje svojem vratarju, da bi nas zavlekel v ta pritisk. Mi smo se pa kar solidno odločali o tem, kdaj napademo branilce
branilce in kdaj ustanemo v zaprtem prostoru, da ne odpremo preveč prostora, preveč naivno, ker tam pa v bistvu so imeli višek igralcev. Posledično smo večkrat dobro prešli v pres, bili zelo dobro na krilnih igralcih 1-1. Čestitke obema bočnima igralcema, ker sta danes vedela, da imata zrelostni izpit in sta ga še kako upravila na različnih igralcih na krilnih položajih. Izredna pravočasnost in kontrola kratkih diagonal, ki jih Maribor pogosto uporablja. Čestitke zadnji liniji, zadnjima zvezdnima, ki sta odlično zapirala utekanje z drugega plana, ki Maribor pride v 16 z 5 igralci, tako da to je bila osnova. Nažalost, v prvem polčasu smo bili mal prepočasni, takrat, ko smo imeli res super trenutek za odigrati napadalca direktno, pa predvsem smo izgubili kakšno žogo preveč, da bi že v prvem polčasu v bistvu na nek način prišli do zadetka. Zadovoljen smo, da smo udarili 7-krat v okvir, nasprotnik 3-krat in glede na to, da je v takšnem pogledu šlo za izredno težko tekmo, res igralcem lahko čestitam, ker so glavni zaslužni za to. Začetek drugega polčasa, ko je Maribor potem storil zamenjavo, Božič je prišel v igro in poživil igro Maribora. Vas je skrbelo, da bi se Maribor lahko dvignil? Vi ste potem zadeli v idealnem trenutku, ampak vseeno v tistih prvih 15 minutah pa ste zelo veseli. Ja, ključno je bilo to tudi, da Matej nekaj časa ni bil v procesu in je izredno težko na tej desni strani še ponavljal izhode, kljub temu, da je zabil, je prišel trenutek, ko preprosto smo mogli opraviti menjavo, prvič zaradi njegovega zdravja, drugič pa ravno zaradi tega, ker je Božič prihajal tukaj zelo dobro v medprostore in če bi pustili Svenu še več prostora, da osvaja, bi z lahkoto ustvarjal 2-1 in 3-2 situacije. To se nam je dvakrat zgodilo in igralce, kot je Božič, pa ne želiš, da se preprosto obračajo z obrazom proti golu, ampak mi smo spremenili na ta način, da v bistvu centralnemu branilcu nismo želeli, da nam to podajo igra in smo več pritiska izvajali. Luka Kerin je odlično to izvedel in škoda, da ni uspel zadeti še tretjič. Pogled na lestvico je zdaj za vas fantastičen, ne? Prehiteli ste tudi današnjega nasprotnika znova. Vedno rečete, da greste tekmo po tekmo, ampak zdaj pa zares so to že presežki, ne? Tudi kar se tiče točkovne bere. Ja, kaj ne rečem, ne boste me prefrigali, da bom v bistvu začel govoriti o drugih stvarih, ker resno razmišljam o nasprotniku. Edina stvar ali pa luksus, ki ga imamo, da trenutno kaže, da z vsakim nasprotnikom lahko igramo, da vsakem smo lahko trn v peti, da če se kvalitetno pripravimo in če so igralci karakterno delujejo tako, kot delujejo, to je najpomembnejša stvar. Smo pa izredno mlada ekipa, oscilacije so pri taki ekipi pogoste, mi delamo vse, da jih bilo čim manj, ampak na koncu bo igrišče povedalo, kam sodimo, s tem se ne obremenjujemo, naše je, da na igrišču čim bolj zgledamo. Aleš, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam.